Pozdravljeni, pozdravljena Urška, pravnica, političarka, ženska, vedno bolj pa tudi pisateljica. Sibilna sodba. V njej opisuješ težko življenje v Evropi v 17. stoletju, ampak knjigo si pa napisala na dopustu. Drži, ampak sem zato za dopust izbrala destinacijo, kjer sem lahko resnično začutila utrip tistega časa. Ozke ulice, polne ljudi, divja mešanica kultur, slabe higienske razmere, odsotnost osnovne infrastrukture. Kam si šla? Povej. Na Krk. Oh, divje. Ker recimo jaz svoje romane običajno hodim pisati v Pariz, ja. Mislim, ta pogled na Champ de Mars, mislim, odet v jesenske barve z Eifflovega stolpa me vedno tako napolni s tako posebno kreativno energijo. A imaš tudi ti kak tak energijski ritual? Ja, ko rabim kak boost, grem v državni zbor na sejo in ljudem jemljem besedo. Ali pa odletim na Dunaj na kak koncert. To me vedno spravi v dobro voljo. Če dovoliš, bi pa zdaj prebrala en kratek odlomek iz romana. Vse se je razblinjalo ob njegovi toploti, ob samozavesti, s katero je držal volan in povzel po menjalniku. Moškega spoznaš potem, kako vozi avto, pomislim. In zadovoljna sem s tem, kar vidim. Oprosti, ampak tole pa ni iz moje knjige. Ne, to je z moje. Oprosti, tvoje še nisem prebrala, sem jo dobila šele včeraj, ampak če se vrneva k knjigi, ne, gre za enega od najbolj prodajanih erotičnih romanov pri nas. Ali je erotika nujen del romana? Ali morda samo nek tak cenen trik za povečanje naklade? To spet govoriva o tvoji knjigi, a ne? A ja, čisto možno, ne, slučajno sem gledala neke lestvice prodaje. A vseeno me zanima tvoj pogled na to. Jaz mislim, da je erotika pač sestavni del življenja. Ampak gre za knjigo o ljubezni. Sporočilo knjige je: Bog je ljubezen in ljubezen je Bog. Seveda, ne, zato pa je na naslovnici naga ženska. Pripravlja se bojda že tretja knjiga, pač ista zgodba, samo postavljena v neko drugo časovno obdobje. Res je, nov roman Bredina borba sem postavila v obdobje fašizma in nacizma. Aha, torej se dogaja v letu 2023. Ne čisto. Dogaja se v 20. stoletju. Bo pa to zgodba močne in strastne ženske, ki se bori s temnimi silami tistega časa. Kdo so to? A so to Nemci, Italijani, Hrvati, partizani? Ja, to pa še raziskujem, ker trenutno zgodovinsko ozadje še ni čisto jasno. Zdaj pa mislim, da se bo Milena Zupančič kmalu vrnila iz cigareta in bomo prisluhnili nekaj odlomkom iz tvojega romana Sibilina sodba. Jaz pa tudi mislim, da bom počasi šla na en čiken.